Vitomil Zupan je zanesljivo ena najbolj markantnih literarnih pojav slovenske književnosti prejšnjega stoletja. Rojen je bil leta 14 v Ljubljani, živel pri materi in krušnem očetu in pri babici. Po končani gimnaziji pa je 20-letnik odšel po svetu in v nekaj letih menjal nekaj slikovitih poklicev, od mornarja, pleskarja. Naučil se je veliko jezikov, veliko je bral. Leta 1941, ob začetku italijanske in nemške okupacije, pa se je povezal najprej v aktivistično gibanje v Ljubljani. Bil je kmalu interniran v Gonarsu, po italijanski kapitulaciji je odšel pa v partizane in tam dočakal osvoboditev. Potem ga je pa doletel eden čudnih, tako imenovanih monster procesov, kar je pomenilo, da je bila obtožnica skovana iz različnih, dost neprepričljivih argumentov, kar pa ni pomagalo, da ne bi bil obsojen kar na 18 let zapora. Preživel je v ječi 8 let, je pa v zaporu napisal približno 15.000 verzov. Črnilo se je naredil iz rje na radiatorjih, pero iz nekih slamic iz metlice in potem se to pisal. Je avtor približno 15 romanov, Menuet za kitaro na 25 strelov. Je nekakšna memoarska pripoved Zupanovega partizanstva. Zupanov junak gre v partizane ne iz nekih ideoloških razlogov, ampak pač zato, ker se mu ne zdi prav, da je njegova dežela okupirana. Hkrati se pa v partizanih noče uklanjati nobeni volji, kaj šele ideologiji. Namreč marsikaterega partizana so hitro povabili in sprejeli v komunistično partijo. Zupan pa do zadnjega vztraja pri svoji individualnosti. Drug njegov roman pa je roman Levitan, v katerem priča o njegovi zaporniški izkušnji. Zupan pravi, da je zapor retorta sveta in sebe ima za nekakšnega kemika, ki ta svet ugleduje. Seveda je sam tudi material, ki se ga preiskuje, saj je bil znotraj zapora. No in tudi v tem romanu se Zupan izkazuje za individualista in se bori za svoj nepopustljiv prav. Zupanova literatura, kot vsaka dobra literatura, svoj čas tudi presega in govori na simbolni ravni. In tudi bralec, ki konkretne zgodovinske situacije ne pozna, lahko sprevidi poglavitne značilnosti tega romana, tega individualističnega romanesknega junaka.